Živijo punce! Danes sem za vas pripravila končno po dolgem času nov tutorial in sicer, ker smo tik pred decembrom, sem se odločila posneti en tak predpraznični videz. Ugotovila sem tudi hkrati, da še nikoli do zdaj nisem posnela Smoky Eye tutoriala, zato se mi zdaj zdi več kot odličen čas in priložnost. Namreč podjetje Debora je izdala čudovitih 6 paletk, 3 so še tam, ker vas čakajo za nagradno igro. In skratka, 6 čudovitih paletk različnih odtenkov. Vsaka paletka je sestavljena iz 5 različnih barv oziroma odtenkov in poimenovali so jo Smoky Eye Palette. Tako da danes sem se odločila za en tak klasičen Smoky Eye. Uporabila sem njihovo paletko v številki oziroma številko 3 in ustvarila klasičen Smoky Eye na svojih učkih in to je prva zvezda večera. Druga zvezda večera oziroma zvezda tega tutoriala je pa njihova tudi prav tako nova kolekcija njihovih Liquid Lipsticks. Zakaj so čudovite, boste izvedle proti koncu tutoriala, ampak lahko vam izdam, da ne puščajo sledi. Najbolj, kar začnemo, torej predprazničen make-up look z dvema čudovitima produktoma, torej paletke, ki so neverjetno pigmentirane, znamke Debora in pa njihovo novo kolekcijo šminkic. Začnimo? Ja, dajmo. Najprej nanesem pred samim make-upom vlažilno kremo, potem še na svoje podočnjake nanesem tole kremco, ki naj bi poskrbela za to, da bi bili podočnjaki čim bolj nevidni. Ok, lase sem odmaknila z obraza in zdaj je na vrsti primer. Jaz uporabljam mat primer, ker je moja koža te dni kar precej mastna. In primer bo poskrbel torej za zaščito in pa tale konkretno bo matiral mojo mastno kožo, za kar sem mu hvaležna. Na vrsti je podlaga in jaz bom danes uporabila od Debore Dress Me Perfect podlago. S kabuki čopičem utapkam podlago v obraz. Zadana rutina Makeup Fix Plus po podlagi, zato da se vse skupaj vtisne v kožo. Brez obrvi sem hecna, zato obvezno na vrsti so obrvi. Obrvi na svoj obraz, obvezno, ne glede na to, a nosim make-up ali ne. Uporabljam pa svoj najljubši pripomoček in sicer od Benefita Browsing. In tole je res krasna barva, glede na moj tip kože in barvo las. Počutam se kot drug človek z obrvmi. Tako da, zdaj gremo naprej. Na vrsti je Press Powder in sicer bo poskrbel, da bo zaščitil podlago in pa hkrati tudi matiral kožo. Da se ne bomo svetle ko jelke. Ko lučke. Jelke. Prav ne svetle. Če se za concealer punce, jaz ga nanesem pod svoje oči. Da se znebim svojih podočnjakov in hkrati tudi osvetlim predel. Concealer punce je vedno treba zaščititi in meni krasno pri tem pomaga Essenceov All About Matte. Hotela sem zapeti. It's all about that base, no troubles. Ampak ne, it's all about matte. In šibamo naprej na naše učke. Danes torej malo bolj dramatični učki in sicer sem se odločila za klasičen Smoky Eye, v torej teh klasičnih odtenkih. Sicer vse tele paletke so krasne in res se najde čisto za vsakogar, torej tista barvna paleta, ki je zanj pisana na kožo, ampak vseeno, ko govorimo o klasiki, so tele barve oziroma te toni nekako go-to. Tako da črna, srebrne, potem kovinsko srebrna, kovinsko modra, bela, to so tisti odtenki, s katerim lahko naredimo klasičen Smoky Eye look. En uček je tako kot že vidite narejen in gremo zdaj skupaj še na desanga. Začela sem z primerjem in sicer od Essence I Love Stage. Nanesem ga zgoraj in tudi spodaj.
In ko delamo smokey eye ali pa kakršenkoli dramatičen look, je res pomembno, da ne spustimo koraka s primerjem, ker poskrbi, da senčke ostanejo na naših vekah dlje časa, kot morajo biti. Ok, in zdaj gremo na tole paletko številka 3, torej Perfect Smokey Eye Palette, in začnem z tole kovinsko, oziroma s tem drugim odtenkom, kovinsko modro sivo, in jo nanesem na zunanji del veke. Sledim svoji obliki in ne grem preveč gor, ker potem, ko bomo brisale, bo itak to prišlo še malo bolj višje vse skupaj. So pa tele paletke, kot vidite, noro pigmentirane, zato res čist mal čopič močimo v barvo in rajš počasi, kot pa preveč in ja, da ne bo res preveč. Vzamem tole črno in jo dam na čist zunanji kotiček svoje veke. In zdaj to isto črno, sem z drugim čopičem bolj ostrim, nanesem na spodnjo veko. Črno barvico zapolnim svojo vodno linijo. Zdaj pa s tole temno srebrno, kovinsko srebrno in pa malenkost s tole prvo senčko, belo, zapolnim notranji kotiček. Ok, in zdaj gremo na ključen del, ko delamo smokey eye, in sicer zabrišemo vse linije, nič ne sme biti očitnega, vse se mora prelivati in to je tudi tista definicija smokey učkov. Zabrisane meje, dejansko ne sme biti nobenih strogih prehodov in vzamemo čopič za zabris in to delamo toliko časa, dokler je vse skupaj zabrisano. Vzamem pa tole čist sredinsko senčko, ki ima tudi noter take mikrobleščice in začnem počasi pri zunanjem delu. In prehajam k notranjem. Skrivnost punce je res v zabrisu, v torej prelivanju barv. Če se kakšna barva vmes malo porazgobi, nič hudega, vedno se lahko vrnemo nazaj in jo torej še malo dodamo. Torej, jaz sem zdaj dodala malo te bele in srebrne v notranji kotiček, na drugem učku. Like that. In za ekstra dramatičnost, meni se zdi, da zelo pašeta skupaj kakor rit pa srajca, smokey učki in pa eyeliner črta. Naredila bom eno čisto tako diskretno oziroma nič kaj predivjo črto, ampak sam dejansko bo poskrbela ta črta, da bodo učki uokvirjeni. Trenutno moja najljubša maskara, res fantastična, od Kolistarja, sicer je to mini verzija, ampak njihova Art Design maskara me je totalno sezula in krasna maskara. Če katera išče novo maskaro, definitivno priporočam. Poskrbi za volumen in trepalnice zelo priviha in jih dvigne, kar je itak cool. Ne pozabimo na spodnje. In še trepalnice Kardashian Beauty, in sicer njihove Gaze Lashes, katere prestrižem, kot veste, nekatere na pol in jih dam samo na torej zunanje kotičke. Ok. Še pozabila sem na en trik. Ker nočem, da se tele naše senčke prenesejo preveč gor tekom večera, dneva, kakorkoli. In sicer v tale Essenceov It's All About Matte, ga nanesem kar konkretno na čopič in ker nočemo torej, da senčke pridejo višje, kot smo jih dali na začetku, dejansko samo tam, kjer se končajo senčke, nanesemo tale bel prahec. Ok. To je tudi dober trik za takrat, kadar, oziroma za tiste punce, ki se vam mogoče maskara odtisne na veke. Meni se to kdaj zgodi, sploh zdaj, ko gremo iz vročih prostorov v mrzle vroče, oziroma tople prostore,
se maskara kar malo stopi. Tako da vedno, ko naredimo to, torej ga damo tale prahec na naše veke, takole više gor, potem poskrbimo za to, da ne bo nobenih odtisov. Okay? In zdaj šibamo naprej na bronzer. Ker gre za dejansko zelo dramatičen look, ne bom svojega obraza nič dodatno obremenjevala. Sam malo ga bom uteplila in sicer z bronzerjem. Nanesem ga čist lahkotno torej na svoja lička. Malenkost na čelo, takole ob stran. Dejansko ne delam kontouringa, ničesar dramatičnega, ker pozornost naj bo na eni stvari oziroma na dveh maksimalno, koža pa naj bo potem, vsaj jaz sem pristaš tega, čim bolj natur, kar se le da. Lok obrvi bom nanesla, sem pozabila nanesti, tako da bom zdaj nanesla tole najsvetlejšo belo senčko. To bo povzročilo, da bodo same obrvi malo bolj privzdignjene, tak lift efekt. In pa svetloba se bo odbijala od tele bele barve, tako da bo zelo lepo vse skupaj. Ok, in pa še zvezda, zadnja zvezda tega make-up tutoriala od Debore Šminka, kot obljubljeno. Gre za njihovo novo kolekcijo Liquid Lipstick in ker smo konec koncev par dni pred decembrom in ja, ker je pred nami praznični čas, je rdeča šminka, rdeči nohti, rdeča barva na splošno in zato sem jaz izbrala danes njihov odtenek številka 10. Ok, najprej torej, kot ste videli, zapolnim svoje usta z pigmentom in počakam toliko časa, dokler se ta ne posuši na mojih ustih. Začeli bomo čutiti, da nam malo usta skupaj vleče. In potem je na vrsti tale drugi del in sicer prozoren gloss. Nanesem ga šele takrat, kot rečeno, ko so naša usta suha. In s tem, punce, je naš predpraznični videz zaključen. Definitivno bo to eden od lookov, ki ga bom jaz decembra čim večkrat poskušala nositi. Ne samo zaradi seksi zapeljivih učkov, ampak dejansko kombinacija, torej zgorej ta zadimljen look in potem na ustih rdeča, zapeljiva rdeča šminka. Mislim, da s takim make-upom damo en statement, da smo samozavestne, da se dobro počutimo v svoji koži in da smo predvsem zadovoljne same s sabo. Definitivno priporočam, da si prečekirate, punce, od Debore njihovo novo kolekcijo Liquid Lipstick, ker december je mesec, ko na polno jemo, pijemo, žuramo in seveda se poljubljamo z nam dragimi osebami. Zato priporočam to šminkico oziroma te šminke, več jih je, več različnih odtenkov, ker ne samo, da so nore barve, ampak dejansko šminka bo ostala cel večer na vaših ustih. Tako da, če ste za en poskus, ko ponavadi poljubimo katerokoli osebo, ali na usta, ali na lička, se tej osebi pozna. Tukaj, zdaj, ni več te dileme, namreč šminka se očitno vtetovira v naša usta in dejansko zvečer, ko se boste vrnile iz žurke ali pa iz kjerkoli, boste mogli z odstranjevalci ličil šminko dobesedno zdrgniti dol, ker toliko močno se bo prijela vaših ust. Toliko od mene, punce, lepo se imejte, gledamo se v naslednjem tutorialu, kamor le gre, gledamo se v naslednjem videu. Čau!